Kako na otroke priseljence vpliva odnos učiteljev in sošolcev ali pa vzdušje na šoli? Izhodišče je otrok. V trenutku, ko začnemo govoriti o otrocih priseljencih, otrocih Romih, otrocih s posebnimi potrebami, tako rekoč že segregiramo, delamo razlike med otroki, delamo skupine. Pokazalo se je, da je uspeh neposredno odvisen od samega odnosa učitelja do otrok in predvsem umeščenosti otroka v skupnost, torej v razred. Če so v razredu naklonjeni odnosi, če otrok lahko oblikuje prijateljstva, potem je to okolje, v katerem on lahko tudi učno napreduje. V nasprotnem primeru ne more noben otrok dosegati učne uspešnosti. Kako lahko na šoli poskrbijo, da se otroci počutijo sprejete takšni, kot so? Najprej je potrebno seveda, da imamo učitelje, ki znajo opravljati svoj poklic ustrezno. Zelo pomembna dimenzija učiteljevega znanja je njegovo znanje vzpostavljanje spodbudne interakcije z otroki in vzpostavljanje spodbudne interakcije med otroki. Mislim, da je pravzaprav znanje, iz katerega se potem razvijajo tudi stališča in profesionalno znanje, izhodišče za to, da lahko vzpostavi ustrezno klimo učitelj. Kar tako na pamet je to nemogoče. Je pa zelo pomembno, da na ravni šol potekajo pogovori. Pogovarjati se je potrebno predvsem o tem, kdaj se otrok dobro počuti, kakšna je dobra šola, kaj želimo za otroke, zakaj je pravzaprav šola organizirana. In to so ključna vprašanja in ključni odgovori za to, da začnemo ustrezno delovati med seboj, se pravi učitelji z otroki, otroci med seboj. Ali je to v Sloveniji poenoteno ali pa je odvisno od šole do šole, od učitelja do učitelja? Verjetno bi lahko trdili, da je sama klima v razredu neposredno odvisna od samega učitelja in seveda interakcij, ki se zgodijo med otroki, učiteljem. Ampak vodstvena vloga, se pravi ravnatelja, je ključnega pomena. Stališča ravnatelja oziroma ravnateljice so tista, ki na nek način vodijo klimo, tudi usmerjajo samo izobraževanje učiteljev. Na nek način se moramo zavedati, da učitelj lahko doživlja veliko mero neuspešnosti. Učitelj se pogosto sooča s tem, da začuti, da njegovo delo ni tako, kot bi si sam zaželel. Želel bi si morda tudi večje učne uspešnosti. Učitelj se slabo počuti, če so otroci neuspešni. Če želimo zagotoviti ustrezen pouk, se pravi tudi učne dosežke, potem je potrebno učiteljem pomagati, da bodo to lahko počeli. Seveda učitelji pa morajo biti tudi odgovorni za to, da opravljajo svoje poslanstvo. Biti učitelj ne pomeni hoditi v službo, voditi otroke pri izpolnjevanju delovnih zvezkov, pač pa pomeni na nek način zagotoviti to, da se otroci dobro počutijo v skupnosti, se pravi v razredu, na šoli, kar je pa, kot sem že prej rekla, predpogoj za učno uspešnost. Ampak pri tem zagotovo ne morejo biti sami. Tukaj so ravnatelji ključne osebe. Kje se najbolj zatika? Otroci v določenih družinskih okoljih nimajo možnosti, da bi pridobili ustrezna znanja, pa tudi ni potrebno. Otroci hodijo v šolo zato, da se v šoli naučijo. In če mi spregledamo ta socialni vidik, potem smo na nek način neobčutljivi za otroka, za starše, za njihove situacije. Bojim se, da nas preveč žene ta želja po znanju. To je zelo pomembno, ampak nisem prepričana, da v resnici tako zelo cenimo znanje. Če bi tako zelo cenili znanje, potem bi otrokom omogočali veliko reševanja problemov, avtentičnih situacij, učenja na prostem. Tukaj se mi zdi, da imamo mi težavo, ker cenimo visoke ocene. Ne vem, če se toliko sprašujemo o znanju, še manj pa se bojim, da se sprašujemo o odnosih. Ko zaznamo, da je problem, je morda že prepozno. Imate kakšne konkretne napotke za učitelje, kako naj ravnajo? Z otroki, ki potrebujejo pomoč, ki se slabo počutijo, in ki nimajo dejavnosti, ki bi jih uresničevale, se je potrebno posebej na nek način ukvarjati. In ta vložek, individualen vložek, se vedno izplača. Obenem pa je potrebno zagotoviti, da se otroci med seboj povežejo v skupine,
sodelovalne skupine, vendar starejši, ko so otroci, bolj imajo že izdelano podobo o sebi. A ne? Mlajši otroci nekako še lahko spreminjajo svojo vlogo v skupini, starejši otroci in dlje časa, ko so v razredu, bolj zavzamejo svojo vlogo zvest ali pa nezaželenih v razredu in podobno. In to sliko je zelo težko na nek način spremeniti. Zelo težko je pri enem otroku poiskati nekaj zelo dobrega, če vedno opazimo samo slabo. Takrat, ko vidimo, da se otrok ne počuti dobro, takrat je potrebno z njim začeti delati, biti z njim, ga vprašati. Konec koncev, ko je starejši otrok, lahko že kaj predlaga, pove, kaj bi rad počel, pove, kako on preživlja svoj prosti čas. In to so na nek način izhodišča. Otrok, ki igra igrice popoldne, ne morete se z njim pogovarjati o baletu, o opernih predstavah, če izključno samo to počne. Ga morate vprašati, kaj se tam notro dogaja, v tisti igrici. In to je pravzaprav izhodišče pogovora. Njegov svet je izhodišče pogovora. Kakšne so širše pozitivne posledice dobre prakse vključevanja otrok priseljencev v šoli? Kaj dobrega to prinese s sabo? Prepričana sem, da ta družba na nek način postaja precej boljša. Boljša postaja zato, ker imamo možnost, da spregovorimo o različnosti, skupnih potrebah in željah in raznolikih. In če imamo možnost srečevanja raznolikosti, jih bomo poznali, in ker jih bomo poznali, bomo lahko tudi spreminjali stališča. In ker bomo imeli ustrezna stališča, bomo lahko razumeli situacije drugih. Najhujše je, če v bistvu razvijamo uspešne individualiste, ki niso zmožni skrbi za drugega človeka.